Za Inti in Sofijo je igranje šaha najljubša oblika druženja in preživljanja prostega časa. Začelo se je tako, da je moj oči mi je sam pokazal to igro, ko sem bila stara še 5 let. Inti in Sofija imata status športnika, se zaradi številnih treningov in tekmovanj pri pouku velikokrat manjkata. Obe sta zelo uspešni šahistki. Inti je bila 2-krat državna prvakinja, Sofija pa 2. na Evropskem prvenstvu, obenem pa je tudi prvakinja Evropske unije do 10. leta. Dobro je imeti dobrega trenerja, pa tudi same treba trenirati. S knjigami, na spletu tudi kdaj, pa tudi sam šahovnico. Pa moraš gledati recimo od kakšnih dobrih šahistov partije, pa jih analizirati. Spremljata tudi poteze vzornic, ki sta jo spoznali ta teden. Judith Polgar je najboljša šahistka v zgodovini, ki je naziv šahovskega velemojstra, to je najvišji naziv pri šahu, pridobila že pri 15 letih. That was a moment when people were not thinking anymore that I'm just lucky and it happens by chance, but they started to look at me more seriously. Pač stil igre mi je ful 600 rada napadata pa, Sta res pokazala, da je tudi lahko ženska boljša od moških. Je lahko tudi v moški lestvici ful dobra. Pri šahu je tako, da je lahko punca celo boljša od fantov. Meni se to ne zdi kaj fair, ker punca gre lahko med fante, fant pa ne more iti med punce. Da žensk v svetu šaha ne jemljajo dovolj resno, meni tudi slovenska šahovska velemojstrica Laura Vnuk. V šahu se kakovost igralcev meri po uvrstitvi na svetovni šahovski lestvici in po doseženem nazivu. In se ne bi smela delati razlike med moškimi in ženskami, se pa žal v velikih primerih delajo in je žensk v šahu zelo malo, mislim, da samo okoli 10–15%, in je tudi zato zelo težko uspeti na splošno v šahu kot ženska. Zdaj sta na potezi Inti in Sofija.